Zdravstvo ostaja ena osrednjih političnih tem v Sloveniji, zlasti vprašanje čakalnih dob in dostopnosti do zdravstvenih storitev. Vlada je v tem mandatu začela več reformnih korakov in tudi poudarja, da želi okrepiti javni zdravstveni sistem ter skrajšati čakalne vrste. Opozicija pa vladi očita, da so čakalne dobe še vedno predolge in da reforme prinašajo premalo konkretnih rezultatov na terenu. V razpravah se zato pogosto tudi odpira vprašanje razmerja med javnimi in zasebnim zdravstvom ter vloge zasebnih izvajalcev pri skrajševanju čakalnih dob. Zdravstvo tako ostaja ena ključnih tem, ki lahko pomembno vpliva tudi na razpravo v predvolilni kampanji. In preden nadaljujemo debato, si zopet poglejmo video. Tako da druga stvar, povezana s čakalnimi vrstami, je vsekakor digitalizacija. Res se danes na papirju kaže, da so čakalne vrste ekstremno dolge, ampak hkrati se kaže tudi, da ljudje, kljub temu, da dobijo datum, za neko operacijo junij 2026, so potem na poseg poklicani že, na primer, jaz konkreten primer poznam, septembra 2025. Zato, ker tudi direktor NIJZ-ja, ki te čakalne vrste v bistvu tudi vodijo, NIJZ, sam pravi, da podatki niso sčiščeni in niso najbolj točni. Mislim, da smo si mi dali rok, da bi nekje do konca letošnjega leta te podatke izčistili, tako da bi res dejansko imeli v bistvu čisto sliko. Doktor Han, čakalne dobe so eno izmed vprašanj, ki si jih tudi naši volivci zelo pogosto postavljajo in seveda tudi izpostavljajo. Ali je realno pričakovati, da lahko recimo katerakoli vlada v enem mandatu bistveno skrajša te čakalne vrste? Da in ne je odgovor. V resnici moramo natančno vedeti, o čem se pogovarjamo. Slišali smo zahtevo po digitalizaciji, ki bi priskrbela točne podatke in potem bi najbrž vedeli, kaj moramo skrajševati in na kakšen način. Tu je tudi v zrak spuščeno nekaj megle. Mi smo dolgo časa poslušali zdravniška združenja, da primanjkuje določenih profilov zdravstvenih delavcev, zdravnikov, podpornega osebja, medicinskih sester in na neki točki ugotovimo, da se je v primerjavi s preteklostjo zelo povečalo število zdravnikov, ne toliko medicinskih sester in drugega osebja, ampak vendarle za toliko, da bi bilo mogoče čakalne vrste spraviti v razumne okvire. Če se to ni zgodilo, potem moramo razumeti, da se to ni zgodilo tudi zaradi administrativno-tehničnih razlogov. Poslušali smo ministrico, ki je povedala, da NIJZ ne razpolaga z natančnimi podatki. Ampak mislim, da je potem vprašanje tudi, kako razumemo in kako razmejimo javni in zasebni zdravstveni sistem. Mislim, da je tu tudi veliko namernega zavajanja, preprosto zato, ker smo enostavno prehitro nekako ponotranili razlago, da je pravzaprav vseeno, kdo izvaja storitev, samo da jo bolnik prejme takrat, ko jo potrebuje. Ne, ni vseeno, zato ker ne dobi enako kakovostno storitev, pa tudi ne dobi enak tip storitve. Slišali smo, da je mreža koncesionarjev lahko pomemben dejavnik pri skrajševanju čakalnih vrst. Zadnjič pa smo bili seznanjeni s podatkom, da koncesionarji v Sloveniji upravljajo samo določen tip zdravstvenih storitev, da je ta nabor storitev razmeroma majhen in da je praviloma dobičkonosen. In da se je politika, ki se je uveljavila v preteklosti, ukvarjala predvsem z izločevanjem pridobitnih ali pa dobičkonosnih ali pa ekonomsko upravičenih storitev iz javnih zavodov na zasebne zavode. Torej, povsem nesmiselno bi bilo zopet prepovedovati koncesije, ampak tukaj natančno razmejiti polje delovanja. To pa, da je mandat 4 let prekratek, da bi odpravil korenite težave, ki so se pravzaprav začele takoj z osamosvojitvijo, pa je vendarle jasno. Preden nadaljujemo, si pogledamo še en video. Prvič kot prvič v slovenskem zdravstvu se mi zdi, da moramo najprej postaviti pacienta na prvo mesto. Pacient bi moral
svobodno izbirati, kje bo koristil zdravstveno uslugo, zdaj ali je to pri zasebniku ali pa to v javni zdravstveni mreži. Tretja stvar pa seveda je ključno razmejitev zelo jasna javnega in zasebnega, delati še naprej na tem in izkoristiti možnost tudi koncesionarjev ali pa zasebnega, kadar so absolutno preverjene vse javne zmogljivosti, tako finančne kot prostorske. Doktor Kovačič, kaj menite? Razmejitev med javnim in zasebnim zdravstvom? Ja, gledalkam in gledalcem bi toplo priporočil, da si preberejo intervju z direktorjem Kliničnega centra Ljubljana, dr. Jugom. V Mladini nedavno nazaj, na spletu je intervju odklenjen izjemoma in tam dobimo zelo plastično sliko problemov in seveda tudi napačnih interpretacij nekih problemov. Recimo, Klinični center izvaja več kot 1700 različnih zdravstvenih storitev. Za veliko večino teh storitev pristojne institucije sploh ne vodijo podatkov o čakalnih dobah. Čakalne dobe, tiste razvpite, se pa vodi o preprostih storitvah, tistih, ki so zanimive za zasebne izvajalce. In to, kar se potem dogaja, in kar je tudi vpisano v to slogan desnice na teh parlamentarnih volitvah, je načelo denar naj sledi pacientu. Ampak kaj to pomeni? To pomeni, da zasebni izvajalci izbirajo tiste paciente in tiste storitve, kjer pričakujejo, da ne bo zapletov, da bo rutinska izvedba, predvidljivi stroški in seveda tudi dosegljivi profiti za izvajalca. In ker imajo zasebni izvajalci tovrstno selekcijo pacientov in storitev, lahko zdravnikom ponudijo višje plačilo za delo, kot si to lahko privoščijo javni zavodi, ki morajo pa vse ostale, vso kompleksno medicino nuditi, vso urgentno medicino in tako naprej. In na ta način potem srkajo kader iz javnih zavodov, kjer se kopičijo težave, tudi nezadovoljstvo in nenazadnje finančne izgube. Tako da z razmejitvijo javnega in zasebnega zdravstva bi se pač tovrstne anomalije pri poljubnem privatniškem in koncesionarskem izbiranju storitev omejilo. Vlada se je tega lotila po neki zakonski poti, ki je potem padla na Ustavnem sodišču, ima seveda tudi druge možnosti, predvsem skozi direktorsko pogojevanje delodajalčevega soglasja za delo zunaj, Pa mislim, da so možnosti seveda tudi pri tem, da ko se vi greste koncesionarstvo, morate seveda participirati tudi pri nujni medicinski službi s svojimi kadri, in pa ne smete zavračati tistih pacientov, ki so komplicirani. Tako kot je bil ta problem recimo pri dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju. Če tam nimate dobre regulative, potem bojo komercialni ponudniki izključevali tiste paciente, kjer si obetajo v bistvu več stroškov kot prihodkov, in na koncu vsi ti pacienti ostanejo v bistvu brez zavarovanja, pa ravno oni ga najbolj potrebujejo. Tako da koncesionarstvo ampak ga je treba zregulirati. Drugače pa, da ne bi preveč abstraktno govorili, naše zdravstvo ima pač nekaj kritičnih segmentov, recimo pomanjkanje družinskih zdravnikov. Vprašanje je, ali je tisto število opredeljenih pacientov na družinskega zdravnika, nad katerim lahko zdravnik zavrača nove paciente, in je to nekoč izpogajal zdravniški sindikat. A je primerno ali ni primerno, kako se bi dalo tudi dogovoriti za višje, recimo tako, da se določene kompetence prenese na medicinske sestre v timu. In če bi tu izboljšali dostop ljudi do tega prvega vratarja v zdravstveni sistem, bi tudi ostali segmenti zdravstva verjetno lažje dihali. Ta problem se potem prenaša na pediatre, ker 20-25-letni otroci še kar ostajajo tam, ker ne dobijo družinskega zdravnika, prenaša se na urgence, kamor hodijo ljudje z gripo, ker nimajo družinskega zdravnika, da bi jim, odredil dopust, predpisal neko zdravilo in tako naprej. Skratka, tu bi se verjetno dalo kaj narediti.
Škoda, da vlada ni že od začetka vodila take politike, da bi konkretno reševala take problematične segmente. Namesto tega je prvi zdravstveni minister Bešič Loredan v bistvu izpeljal nek eksperiment, v katerem je preizkusil, kakšni so učinki predvolilnega slogana denar naj sledi pacientom, in učinki so bili v bistvu katastrofalni. Zasebniki so pač izvedli ogromno storitev, ki so enostavne, srkali denar iz proračuna, srkali kadre iz javnih zavodov, pri tisti kompleksnejši medicini je pa ostala kadrovska in finančna podhranjenost.